Prav lep dober večer. Ta večer smo začeli z glasbo. Glasbo, ki pravzaprav prežema življenje in delo naše današnje avtorice knjige Skupinski portret z očetom, Jasne Blažič. Tako kot je ta knjiga, ki že v naslovu in tudi z naslovno fotografijo govori o ljubezni, torej prežeta z ljubeznijo samo, začnimo tudi mi na koncu. Torej pri avtorici, ki se spominja svojega očeta, ki o njem govori, ki o njem piše. Kakor se začenja tudi knjiga, na točki poslavljanja in fizičnega slovesa. A to je hkrati tudi točka, ki govori o tem, da se šele takrat, ko smo na točki spominjanja in poslavljanja, pogosto zavemo izjemnosti nekaterih ljudi. Izjemnosti korenin, iz katerih izraščamo, in vsega, kar so nam darovali starši. V tem duhu je bil napisan Skupinski portret z očetom. In predajam besedo Jasni Blažič, da morda ta pogovor začneva s pogovorom o tem, kako je skupinski portret nastajal in zakaj sva pravzaprav ta večer začeli z glasbenim spominom na Viktorja Blažiča, publicista in dizidenta. Ja, zdaj, tako bom rekla, ta skupinski portret je ta knjiga me je pravzaprav poklicala. Jaz namreč ničesar ne napišem, kar me pokliče, kar čutim, da lahko, ali pa slutim, da lahko nekdo drug boljše naredi, to prepustim drugim. Zdaj, ta knjiga je dolgo časa zorela, ampak potem, ko sem preživela smrt mnogih ljubih ljudi, je nekako kar sama začela nastajati, kar teklo je. To se pravi, to je kar sproti nastajalo in lahko rečem, da nisem imela nobenih težav pri oblikovanju te knjige. To se pravi, nekako se je sama postavila, kot se je hotela postaviti. Zdaj moram reči tako, da je knjiga zgrajena iz 7 poglavij. Prvo poglavje v bistvu prikazuje očeta takrat, ko so mu že začele pešati moči. Potem drugo in tretje poglavje prikazujeta njegovo življenje, to se pravi najprej bolj zgodnja leta, a ne potem študij in recimo prva leta službe ali pa zgodnja leta službe. Potem četrto poglavje govori o aretaciji, ker je bil oče 7. maja leta 1976 aretiran zaradi objave eseja v reviji Zaliv. Potem 5. poglavje opisuje sam proces, kaj se je dogajalo. Dogajale so se tudi take stvari, da je bilo to dejansko, bom rekla, za grško tragedijo. 6. poglavje je posvečeno mojemu bratu, ki je nekako, bom rekla, odšel na drugi svet v nepojasnenih okoliščinah. In 7. poglavje nekako zaključuje tudi pravzaprav z očetovim slovesom. Tako da mogoče bi nekaj prebrala o očetovih starših oziroma o samem začetku njegovega življenja. Jože in Ivana. Zgodilo se je na Dolenjskem v eni od pokrajin v kraljevini SHS, ki se je le leto pozneje preimenovala v Dravsko banovino kraljevine Jugoslavije. Moj oče je privekal na svet v hiši svojih starih staršev v majhni vasi blizu Novega mesta. Bil je nezakonski sin takrat komaj 20-letne Ivane. Ni bila poročena in je morala prestajati vso sramoto mlade ženske, ki je v zakrknjeno klerikalnem okolju rodila Pamperta. Vendar se je vsa njena družina izneverila takšni tradiciji. Otroka so vzljubili, njej pa stali ob strani in ji pomagali pri vzgoji radovednega živahnega dečka. Fotografije prikazujejo dekle, ki se je za fotografiranje skrbno uredilo, kot je bilo takrat nujno in pričakovano.
da bo tako v večnost zapisana njena najboljša podoba. Rahlo valoviti lasje, po takratni modi speti na tilniku, resen obraz mehkih, izrazito slovanskih potez s poudarjenimi ličnicami in rahlo privihanim nosom, zveste sive oči. Njena pojava že v rani mladosti izraža pripravljenost na težko življenje, trdo delo in neskončno potrpežljivost. Ohranjena je tudi skupinska slika njene družine, ko je bila mala Johanca, kot so jo včasih klicali, stara 5 let. V sredini sta oče in mati, oče krepak možakar odločnega značaja, mati z malčkom v naročju, z obrazom ganljivo razdovoljočim dobroto. Mat so bili dobri kot krh, je veliko pozneje opisala Ivana, takrat že moja babica. Okrog pa številni otroci in med njimi spredaj 5-letna Ivana z lasmi do pasu in pentljami na sencih. Njen obraz je popolnoma odrasel, otrok starka bi lahko rekli, in se jo predstavljali kot majhno pestrno, ki na svoja ramena prevzema vso odgovornost za svoje mlajše bratce in sestrice. Nato pa le 20 let pozneje zraste v žensko majhne, a čvrste postave, z ozkimi rameni in širokimi boki. Tu je slika z neke poroke. Veliko ljudi, stoje razporejenih stopničasto, kot bi bili pevski zbor, spredaj pa nevesta s cvetličnim venčkom na glavi in ženin v svečani obleki, resen, temnolas in z brki. Ivana je nekje v 3. vrsti. V rokah drži pladenj z okrašeno torto, obraz je videti utrujena, postarana, tudi oblečena je preprosto. Največ 25 let ima, a se je že vživela v vlogo matere, katere mladost je zavedno minila. Kajti čisto spredaj, v prvi vrsti na tleh sedi majhen 3-letni deček, belolas in svetlook in sesa palec. To je njen nezakonski sin, moj oče. Da, to je čas že po tistem, ko je spoznala svojega za dolga leta nesojenega moža. Vedno znova je prihajal k njej in vedno znova odhajal. Vročekrven, jezljiv, neukrotljiv. Moj dedek. Njeno živo nasprotje. Ona je imela le 4 razrede osnovne šole, a se je trdno postavila v svet, kjer je z jasno intuicijo prepoznavala ljudi in okoliščine. Dedek, prav tako kmečki otrok, pa je bil neverjetno bister in vedoželjen. Zanimale so ga knjige in znova knjige. Starši so ga zato namedili za duhovnika, a je bil preveč nemiren in, kot mi je sam priznal na stara leta, je imel preveč rad ženske. Izučil se je za čevljarja, kot vajnic približaril deželo Kranjsko, osvajal dekleta in na koncu vedno pristal pri Ivani. Na eni redkih fotografij z njegove mladosti opazujem njegov obraz. Ozek, suh, z nekoliko zadrtim izrazom, ostrimi potezami, ponosnim profilom. Nato pozneje, ko sem bila že študentka, moja babica in dedek pa v srednjih 70 letih, sem vprašala dedka, kaj ga je privlačilo na babi Ivani. In tu, da je bila tako zdrava, krepka ženska, ki je trdno stala na tleh. In kako je bila močna, ne predstavljaš si, kako je bila močna. Je lahko sama dvignila tako težak škaf, še za moškega težak. In potem sem vprašala še babi Ivano, ki mi je večkrat pripovedovala o vsemogočih dobrih snupcih, ki so se potegovali zanjo. Zakaj se je na koncu odločila za dedka? Ah, jej, je zavzdihnila. Ko je bil pa tako droban in v tako balan. Iz teh uvodnih besed o vaši babici in dedku pričuje pravzaprav, da ste tudi izvrstna literarna portretistka oseb. Tako ste vi doživljali dedka in babico skozi podobo, skozi njune besede. Kako pa se je oče soočil s svojo usodo nezakonskega otroka? Vam je o tem pogosto pripovedoval. Kaj ga je pravzaprav gnalo v svet, v Ljubljano? Jaz sem tako rekla. Otrok moškega spola, ki ima takšno mater, kot je bila njegova mama, bo zagotovo v življenje trdno postavljen. Bo gotovo imel trdna tla pod nogami. In moj oče je imel v bistvu, veste, njegova mama, kakor tudi tukaj opisujem, pač še potem pozneje, je bila ženska z izjemno močno vero. Tako da jaz mislim, da oče, pravzaprav meni ni kaj dosti pripovedoval o tem, kako je bilo
biti nezakonski otrok v tistih časih. To se pravi, to, kar mi je povedal, je bilo dejansko to, da si bil nekje stigmatiziran. Vendar sem jaz imela vedno občutek, da je oče imel tako močno zavedje, tako močno zaslombo pri svoji mami in pri njeni družini, da ga je tudi to oblikovalo v tako, kako bom rekla, vztrajnega, nepopustljivega človeka, ki je dejansko res zelo zvesto sledil svoji poti. Tako da to je, mislim, da je tudi to ozadje kakorkoli bilo nekako za tisti čas problematično, ampak mislim, da je oče iz tega dobro izšel ravno zaradi te ljubezni in res močne podpore. Šel po svoji poti, ste dejali, ta pot je bila pogosto vijugasta, tudi strma. Pravzaprav ga na eni izmed fotografij, ki so tudi priložene k temu portretu vašega očeta, zagledamo tudi v partizanski uniformi, kako je pa ta del njegove poti, kako se je z njim soočal, kako je o njem pripovedoval. Ja, zdaj, veliko je o tem pravzaprav povedala njegova sestra, moja teta, pa tudi babica. Skratka, stvar je bila v tem, da so ga takrat, ko je bil star 16 let, so ga strici odpeljali v gozd, zato da ga ne bi prišli iskat belogardisti. Zato, ker pač med vojno je bilo tako, da te je prišel iskat eden, da te je prišel pa drug. Zdaj, oče je meni pripovedoval, da mu pravzaprav belogardisti nekako, da mu nekaj ni bilo všeč, ne, tudi te tuje uniforme in to. Ampak potem so tudi strici poskrbeli za njega tam v gozdu, da je bil nekako na varnem, ne. Niso ga pošiljali recimo v bitke, ampak je skrbel za te novice, a ne. To se pravi, da je že takrat začel delati nekako kot novinar, a ne. In je tudi ohranjena ta slika, ne, ko je bil na Vrhu, ne, kjer je bila nekako tiskarna in vse to. Tako da, ja, je potem nekako prišel, je preživel to vojno, a ne, in po vojni bil pravzaprav demobiliziran potem, ampak pač po enem dogodku, ki je bil malo nenavaden. V čem je ta nenavadnost dogodka, morda tudi to delite z nami? Ja, vedete, on je to se pravi v Šentvidu, kjer je bilo nekako taborišče za te vojne ujetnike, ne, v glavnem so bili to belogardisti, je on nekako stražil, ne, je čuval in je pač to gledal, kaj se je dogajalo. Zdaj, jaz bom rekla, da mi ni hotel, oziroma mi ni kaj preveč pripovedoval o tem. Jaz sem potem pozneje zvedla, a ne, ko je on pravzaprav imel možnost, da bi postal poslanec, ne, so se takoj začele širiti govorice, kako se je on takrat ob koncu vojne ustrelil v koleno. Oziroma, kako je bila neka taka čudna nesreča, ne, s čimer so mogoče hoteli namigati, da je bil dezerter ali ne vem kaj. Ampak dejansko v tem, kar je on napisal takrat za podelitev nagrade, takrat sem jaz nekako mu pomagala, ne, ko je to napisal, da se je to predložilo predsedniku Borutu Pahorju. Torej, v teh zapisih je popolnoma jasno, da se mu je zdelo čudno, kaj se dogaja, in mogoče se je rajši umaknil iz tega, mogoče se je celo namenoma ustrelil v koleno, to mi nikoli ni čist točno povedal, ampak jaz osebno si mislim, da verjetno ni prijetno, če si star 17 let, da te uporablja za likvidatorja. In seveda ga je potem pot nekako od soočenja z političnimi ideologijami zanesla predvsem v duhovni premislek o moči teh ideologij, o nevarnosti, o vsem, kar so prinašale skupaj s terorjem po drugi svetovni vojni. Sami tega niste občutili, niti ni pogosto prenašal na vas, zato je morda bila njegova orientacija še toliko večji šok. Ja,
aretacija je bila, to se pravi, dejstvo je, da on svojih službenih težav ni nosil domov. In zato mi pravzaprav nismo niti vedeli, kakšne težave ima, kaj vse je doživljal. Mene šele veliko pozneje potem nekaj stvari povedal. Tako da ta aretacija absolutno bila velik šok za nas, čeprav je ene parkrat rekel že prej, recimo 1-2 leti prej, ja, če se mi bo pa kaj zgodilo, pa dejte tako pa tako. In smo mi bili čisto začudeni, kaj bi se mu lahko zgodilo. Zdaj, seveda, on je bil potem, zdaj mogoče jaz lahko preberem ta odlomek iz knjige, ki govori o tistem dnevu, ko so očeta aretirali. Namreč ta dan je bil zelo poseben, Zdaj ne bom seveda vsega brala, ker je dolgo poglavje, ampak recimo, kaj se je dogajalo vse pred tem, dogajalo so se ti potresi na Tolminskem, dogajalo se je neurje, ogromno ljudi je ostalo brez domov, tako da je bilo takrat eno, to se pravi, eno zelo razburljivo obdobje, in takrat na to se je potem še, temu se je potem dodala v naši družini še aretacija očeta. Tako da mogoče zakaj je bil aretiran, bomo malo pozneje povedali. Vsekakor nekako uradno je bilo rečeno, da je bil aretiran zaradi objave eseja Ustvarjanje svoboda v zalivu leta 75 in 76, to se pravi v 2 nadaljevanjih je to izšlo, vendar je bil pravi razlog drugje, pravi razlog je bil drugje, to je bila samo nekako predveza. Že zaradi te hipne popolnosti bi lahko zaslutila, da se bo zaradi zakona nenehnega spreminjanja, ki je poleg zakona hlepenja vsega živega po ohranjanju življenja, temeljni zakon stvarstva, že naslednji trenutek zamajal ta hipni red stvari in jih morda pahnil celo popolno zmedo. Nisem se zavedala, da preživljam zadnje trenutke brezskrbnosti. Ničesar torej nisem slutila, ko sem v tem zgodnjem popoldnevu 17. maja poganjala kolo vzdolž Titove ceste, čeprav je bil mamin glas po telefonu nenavadno resen in čeprav me je poklicala h kolegici, s katero sva študirali za izpit. Lahko bi si mislila, da se je nekaj zgodilo, saj me mama h kolegicam nikoli ni klicala in prav tako ne, če sem bila kje na obisku. Ne, vse opozorilne občutke je preslepila milina tega popoldneva. Toplota v zraku je bila preveč mehka, da bi človek pomislil nekaj temačnega. Svetloba je bila preveč brezskrbna in obrazi ljudi na ulicah po prestanem potresu in nevihtni ujmi preveč vedri. Tudi ko sem stopila na hodnik našega bloka in se začela vzpenjati po stopnicah iz teraca, je občutek brezskrbnosti še trajal. Toda ko sem se bližala drugemu nadstropju, se nekaj ni ujemalo. Lahko bi zaslutila, če moj pogled ne bi bil zožen na trenutno zmagoslavje svetlejšega dela leta, tako prežetega z upanjem in veselim pričakovanjem, da se je za vselej zaključilo najbrezskrbnejše obdobje naše družinske sage. Da, na videz brezskrbno, pa čeprav je bila med staršema nenehno prisotna mrtva coma nesporazumov, kjer se njuni bistvi že dolga leta niste razumeli in resnično srečali. Lahko bi pomislila, da je zvok mojih korakov po hodniku nekoliko zamolkal in da se je v tem navpičnem prepišnem prostoru nekako pooblačilo. Pred vhodnimi vrati v stanovanje bi se lahko spomnila prizora, ki sem ga pogosto videla v sanjah. Vzpenjam se po stopnicah tega istega hodnika, ozračje je motno, kakor da na hodniku dežuje. Nekaj od zadaj me dohiteva slutnja, da je ta vzpon po stopnišču usoden, da bi bilo bolje, če bi bila v tem trenutku nekje drugje in se ne bi vračala domov. A kljub temu se vzpenjam. Pozvonim na vratih, odpre mi mama, oblečena v haljo, sivo kot dež. Tudi za njenim hrbtom v stanovanju dežuje. Vse ozadje je poševno prepikano od dežja. Gledam mamin obraz, ki je pretresen, nem. Nič ne govori, le ustnice ji drhtijo. Oči so velike, preplašene. Govorijo namesto ust. In morda sem se tudi res spomnila prizora izpolnjujočih se sanj. Nisem pozvonila tako kot v sanjah. Odklenila sem vrata in stopila v predsobo. Bilo je čudno tiho, v dnevni sobi sončna svetloba. Prvi hip se je zdela, da je vse na svojem mestu.
Toda že drugi pogled je lahko v tej svetlobi prepoznal sončno luč, ki posije na razdejanje po neurju. Mama mi je prišla naproti tako pretresena kot v tistih sanjah. Njene oči so na nespremenljivo dekliškem obrazu, velike in preplašene. Njene ustnice so se zganile in spregovorile. Bili so tukaj, vse so premetali, vzeli nekaj knjig in očetove zapiske. Očeta so odpeljali. Kdo? Policija. Iz sobe je prišel brat. Nič ni rekel, le gledal je skeptično, ocenjujoče. Navadili smo se, da je imel različna obdobja. Zdaj je bil v fazi, ko ni skoraj nič govoril, le opazoval. V srednješolici je pred kratkim precej zrasel in obraz postajal podoben očetu. Dobival je njegov orlovski nos, sicer malenkost manj ukrivljen. Za razliko očeta, od očeta pa je bil temnolas in temnook. Nevelike, a globoke opazujoče oči. Močni kostanjevi lasje, ki so se mu v bujnih kodrih grmadili nad čelom in mu kot levja griva obdajali oglad, a droben obraz. Šele leta pozneje sem ugotovila, kaj me je vedno tako presunilo pri njegovih očeh. Nikoli se niso zasmejale. Njegov mil in globok pogled, poln dvoma, je bil vedno otožen. Brez besed si obrnil in spet odšel v sobo. Stopila sem gor in dol po stanovanju. Na videz ni bilo nič narobe, toda če si malo bolje pogledal, si zaznal, da je šla skozi vse prostore nekakšna ujma. Tudi tu, tako kot pred dnevi na Tolminskem. Na knjižnih policah so manjkale knjige, nepovabljene roke, ki so brezsramno šarile po našem domu, so na predmetih pustile svojo zoprno prisotnost. Tam, kjer je bilo prazno, pa je bilo tako prav zaradi te prisotnosti, ki je nevidno vztrajala na mestu odvzetih predmetov. Šla sem do balkonskih vrat in jih odprla. Zunaj je bil še vedno blaženo topel dan, le da se je nagibal pozno popoldne. Mene so zaprli ven na balkon in eden od policistov me je stražil, je rekla mama, ki je prišla za mano. Zakaj? Ne vem. Tisti, ki me je stražil, me je spraševal o očetovih stikih. Pravzaprav me je zasliševal, če kaj vem. Nekaj je čudno namigoval. Imela je široko odprte oči s čisto posebnim, njej lastnim sumničavim izrazom. Pa svarila sem ga, je nadaljevala tiše. Se spomniš, takrat, ko smo šli na Dolenjsko. Malo čudno je bilo, kako nam je ves čas sledil bil Volkswagen. Večkrat sem mu rekla, ampak oče ni hotel nič slišati. Tako kot je ponavadi le zamahnil z roko, če sem ga opozarjala. Nisem ji odgovorila. Težko mi je bilo na glas povedati, da je mama s svojim pogostnim sumničanjem pravzaprav odvračala pozornost od resnične nevarnosti. Imela je toliko neuresničenih sumov, da smo prezrli njeno svarilo v trenutku, ko bi ga morali vzeti resno. In to kljub dogodku, o katerem je kakšno leto dni poprej pripovedoval oče. Nekega dne, ko je zaradi slabega počutja ostal doma in ni šel v službo, je bil v kabinetu in zazdelo se mu je, da nekdo odklepa stanovanje. Mislil je, da ima prisluhe, saj še ni bil čas, ko bi se kdorkoli od nas vrnil domov. A zdrnil se je, ko je nekdo za čisto majhno režo odprl vrata v kabinet in jih takoj zelo hitro spet zaprl in odšel. Zvečer sva z mamo sami sedeli v njeni sobi. Nisva prižgali luči. Prostor je bil medlo osvetljen le od zunaj od cestnih svetilk. Očetova odsotnost je postala velika, vseobsegajoča prisotnost. Brat je bil v sobi, ni se prikazal. To noč se je zdelo, so se premaknile stene in odprla so se neznana, dotlej neslutena vrata, ki so vodila v globoko, temno in zevajočo praznino. Tema, praznina, besede, ki seveda pričujejo o globoki zarezi, ki jo lahko naredi neka družbena agresija, nasilje nad družino. Ta je močno zaznamovala vašo družino odtlej. Pa vendarle ni vse naslikano samo v temačnih in mračnih tonih. Vaše otroštvo je bilo po drugi strani prežeto tudi z lučjo. Lučjo duha, premišljevanj, očetovih intelektualnih pogovorov z njegovimi prijatelji, ki jih prav tako zelo nazorno portretirate v tej svoji knjigi. Kako so se pravzaprav oni odzvali in izkazali, kaj je prijateljstvo v trenutku, ko je družina ostala brez očeta, ki so ga zaprli?
Ja, zdaj v knjigi pišem, torej odziv njegovih prijateljev, zdaj on se je družil pač s temi pisatelji, slikarji. Seveda, kot vemo, je njegove aretacije bilo pravzaprav krivo sodelovanje z Edvardom Kozbekom in Borisom Pahorjem, ampak tukaj so bili še drugi ljudje. Zdaj, Kozbek v našo družino ni prihajal. Boris Pahor, kolikor se jaz spomnim, je prišel samo enkrat, to se pravi v tistem času, ko sem jaz živela doma. Drugi pa so kar pogosto prihajali, recimo Lojze Kovačič. Zdaj, k Danetu Zajcu je bolj moj oče hodil, potem sta bila tukaj slikarja Tone Žnidaršič in Milan Bizovičar. Zdaj, jaz sem tudi v knjigi napisala, da je odziv teh njegovih prijateljev pravzaprav meni ustvaril kar skoraj malo lažno sliko v življenju, da so vsa prijateljstva taka, ne? Ker namreč ti ljudje so se izjemno solidarno odzvali. Seveda pa jaz nisem vedela, da so bili tukaj tudi drugi ljudje, ki so mu nekako stali ob strani. Seveda v tistem času se je marsikaj pokazalo, nekateri so se dobesedno skrili, ko so me zagledali. Profesorji na fakulteti so me tako poklicali, ko sem hodila na muzikologijo, tako v kakšen tak kot in me tako malo na skrivaj zelo sočutno vprašali, kako je z očetom, iz česa sem videla, da v bistvu so nekako solidarni, ampak si kdo ve, zakaj ne upajo. Meni je bilo to takrat seveda zelo čudno. No, ampak tukaj so bili še drugi ljudje, za katere pa nisem vedela, da so mu stali ob strani, in med temi ljudmi je bila tudi gospa, ki rečemo First Lady, to je bila gospa Alenka Puhar, ki bo tudi potem v drugem delu, se pravi po moji predstavitvi, pa predstavila eno drugo perspektivo, to se pravi, jaz to knjigo opisujem izrazito kot njegova hčerka. To je subjektiven pogled. Tukaj moram povedati, to ni zgodovinska knjiga, to ni neko objektivno podajanje dogajanja. To je doživljajsko delo, v katerem dejansko opisujem, kako smo mi kot družina to doživeli in kaj se je dogajalo. Gospa Puhar bo pa potem predstavila, kako je bilo pa to v službi, kako je bilo v teh poklicnih krogih, v katerih je oče deloval. In seveda to je pa ena druga perspektiva, ki bo seveda tudi zelo zanimiva. Nekoliko več, zdi se, da je bil najbolj intenziven v teh stikih in tudi v pomoči, zlasti Lojze Kovačič. Ja, Lojze Kovačič je hodil z mano po Ljubljani in pomagal iskati odvetnika. Torej, to je, jaz mu bom res za vse večne čase hvaležna za to. On je bil tako potrpežljiv, da so hodila od vrat do vrat. Zgodilo se, da naj je kdo celo nagnal, ko je zvedel, zakaj iščeva advokata. Ker namreč zadeva je bila zelo z eno kratko notico objavljena v časopisu, ampak to, ne vem, v črni kroniki, kot da bi bil moj oče kakšen, ne vem, zmikal ali kaj takega. Tako da, ko so ljudje, eden se spomnim je, ko je slišal, da želiva, pač da iščeva odvetnika za ta primer, se je tako razjezil, da so kar hitro se pobrala izpred njegovih vrat, ampak na koncu sva našla odvetnika. Sledila so leta, ko se je seveda oče rešil zapora po nekakšnem letu prebivanja in obsodbi. Ste to obsodbo takrat prebrali? Kako ste kot hči gledali na pravzaprav takšno absurdno obtožnico, ki je bil deležen? Izvlečke iz obsodbe citiram v knjigi. So citirani v knjigi in jaz mislim, da vsak, ko bo to prebral, ne bo mogel verjeti, kakšni so bili razlogi in kakšna je bila ta obsodba, iz kakšnih razlogov, na kakšen način. Namreč recimo stavek, da je moj oče tako vplival na Borisa Pahorja, da je on še bolj sovražil Jugoslavijo in da tukaj mu je treba biti vzgojen in da je treba pokazati, da tako se pa ne dela. Skratka, lejte, ko boste, kdor bo prebral to poglavje o tem procesu,
ki se je dogajal sredi septembra, leta 1976. Jaz mislim, da boste težko verjeli, da je kaj takšnega bilo sploh mogoče. No, omenili ste seveda, da vas je Boris Pahor redko obiskal. Vemo, da je tako in tako imel prepoved po objavi intervjuja za vstop v takratno Jugoslavijo. Tako da tudi te stike je na nek način komunistična oblast uspešno preprečevala s tovrstnimi obtožbami. Kako pa je navezoval potem oče znova stike, se uveljavljal v našem intelektualnem prostoru in kako je izgledalo potem, ko se je vrnil iz zapora? Ja, on sam je rekel, da tista prava kalvarija se je začela šele takrat, ko je prišel v zapora. Ker veste, ko je bil v zaporu, moj oče je bil izjemno preživetven. On je imel tako preživetveno energijo, da je znal pravzaprav v vsaki situaciji napraviti nekaj, kar je bilo koristno, kar je bilo dobro, kar je bilo poučno. Tako da je on tam v zaporu nekako predlagal, da bi tam vodil knjižnico, k njemu so hodili zaporniki, on jim je svetoval, katere knjige ne berejo. Še polno smešnih situacij je bilo, ker niso znali tujih jezikov, pa so potem kakšna imena izgovarjali smešno. Tako da on je tam in on je bil zaprt na Povšetovi, kjer so bili pravzaprav zaprti te bolj manjši lopovi, da tako rečem, kakšni tatiči, kakšni zmikavti. Nekateri so pravzaprav zašli na kriva pota tudi zaradi svoje zelo bujne domišljije, to je treba reči, ker so malo eksperimentirali v življenju. In moj oče je marsikaterega od teh pravzaprav zapornikov vzljubil in se je z njim dobro razumel. In je potem, ko je prišel iz zapora, tako pripovedoval v bistvu prav takšne anekdote, kaj se je tam dogajalo. Ampak žal potem, ko je nekaj časa bil doma, potem, ko je iskal službo, se je pa začela šele prava kalvarija. Tako da je nekaj časa celo ene take manjše tovornjake vozil, ker ni dobil službe. No, na koncu je potem končal v kleti Nuka, to se pravi v skladišču časopisnega oddelka. Ampak seveda je iz tega spet naredil nekaj, kar je bilo njemu koristno, ker je prebral časopise, ker je bil na tekočem z novicami, ker je pač bil potem informiran o tem, onem tretjem, raziskoval potem še naprej stvari, ki so ga zanimale. Tako da, jaz bom rekla, res ta njegova preživetvena energija je bila čudovita, tako lahko rečem prav za zgled. Kako pa ste takrat doživljali njegovo ustvarjalnost? Sami ste se bolj usmerili v glasbo, kot sva seveda uvodoma tudi predstavili. Kako vas je navdihoval kot mlado dekle s svojimi besedami in kako danes prebirate te njegove eseje? Glejte, oče mi je ogromno dal. Naprimer, ena zadeva je ta, da on je bil kmečki sin, ampak on je imel neverjeten občutek za umetnost. Jaz sem se vedno čudila, kako lahko nekdo, ki je bil pravzaprav iz zelo preprostega okolja, ampak on je iskal visoko umetnost, on je imel neverjeten občutek za glasbo. On ni ostal nekje pri harmoniki, čeprav je imel rad ljudsko petje in moram reči, da je bila njegova mama ljudska pevka. Ona in njene sestre, njenih sester je bilo 5, potem je ena umrla, tako da je bila to stalna skupina, v kateri je bilo 5 pevk. Ko je Narodopisni inštitut snimal to njihovo petje, je meni Igor Svetko rekel, da je popolnoma fasciniran, ker je to skupina, ki je znala največ pesmi. Znale so jih okrog 100, ampak to veste po 50 petic. Tako da to je bilo res neverjetno. Ampak seveda on je imel rad ljudsko petje, ampak on je tako rad poslušal glasbo. On je, recimo ravno Cezar Frank, ki sem ga dala na začetku, on je tega skladatelja zelo cenil, pa še drugi, se je bil izobražen v glasbi, on se je sam nekako. In mi smo doma ogromno smo glasbe poslušali, tako da od tukaj sem jaz dobila tudi res veliko ljubezen do glasbe. Tako da bi rekla, oče je
zna oceniti lepoto. In to je bila dejansko ta njegova vzgoja. In jaz sem sicer že v mladih letih razmišljala o književnosti, mene je književnost zelo zanimala, ker smo se veliko pogovarjali tudi o knjigah, ki smo jih prebrali in tako naprej. Potem pa nekako, jaz pravim, da je bil to angel varuh, ki me je tako za roko pripeljal, da sem se pa odločila vseeno, da bom šla študirati muzikologijo. Čeprav sem na začetku hotela primerjalno književnost študirati, ampak jaz sem si potem rekla, kako dobro je bilo, da sem šla na muzikologijo, kot B predmet sem vzela pa angleški jezik, ker so mi zagrozili, da ne bom dobila službe. No, služba mi ni bil problem, jaz lahko rečem, da so tekle za mano, da sem morala bežati pred njimi, tako da, ampak glejte, kaj je pomenila zame muzikologijo, oziroma da sem potem dobila delo na konzervatoriju. Tukaj je prisotnih nekaj mojih kolegov z konzervatorija, prisotna sta tudi dva dijaka in moram javno povedati, da se jim vsem res globoko zahvaljujem, da sem jaz nekako v neki varni sredini preživela pravzaprav čase, ko sem bila v nekem smislu stigmatizirana zaradi očeta. Razumete, tam ni nihče ni vprašal, kakšne politične pripadnosti sem. Mi smo se razumeli, mi smo se imeli radi in meni je bilo res čudovito delati in to so bili dijaki, ki so imeli, s katerimi smo se krasno razumeli, zato ker so tudi oni imeli to občutljivost za lepoto, tudi za filozofska vprašanja, za tančine življenja, meni je bilo resnično lepo. Tako da moram reči, da to je bila ena taka, sreča, lahko rečem. In prišlo je še nekaj, to, čemur pravi pesnik Tone Kuntner, čudež, to je samostojna država Slovenija. Zagotovo je za očeta bilo to nekaj neprecenljivega. Kako je podoživljal vse to in kako to prikažete v svoji knjigi, to obdobje? Ne nazadnje se tega ni mogel veseliti iz vsega srca, tu je smrt vašega brata, ki ga je zaznamovala za zmeraj. Ja, s to osamosvojitvijo je bila seveda izpolnjena njegova želja. Jaz mislim, da tudi že takrat, ko je bil aretiran oziroma ko je bil obsojen, seveda so bili tudi ti njegovi zapisi o samostojni Sloveniji in tako naprej so bili obremenilni, takrat. Zdaj seveda se mu je izpolnila želja, ampak jasno tukaj je bilo, kar nastane neka država, jo potem čakajo vse otroške bolezni, skozi katere še seveda tudi naša Slovenija še hodi skozi te otroške bolezni. Tako da marsikdaj je bil prizadet, razočaran. Je pa res, da on seveda so mu kakšni tudi predlagali, da naj gre v politiko, da naj sprejme kakšno funkcijo, ampak on je to odklonil. Jaz mislim, da je po smrti brata se on dejansko odrekel kakršnikoli javnosti v vsakem drugačnem smislu, kot to, da je recimo hodil na Drago, na predavanja, da je tudi kaj predaval, pa da je pisal v razne revije in tukaj je bil pa vedno dejaven. On je pač ta del svojega, lahko rečem, talenta, analitičnega, se je nekako, da bo na ta način prispeval, da rečem, tej naši državi. Analitičen je bil tudi v tem, da je seveda opozarjal na to, da ta pot v samostojnost ne bo tako enostavna, kakor jo izkušamo tudi danes. Hkrati pa seveda ves čas opozarjal na to tragično občutenje tudi življenja. Tako je tudi pravzaprav zaključil svoj esej, iz katerega boste vi v nadaljevanju prebrali daljši odlomek z temi besedami. Današnjemu občutju sveta, ki se nam nasplošno kaže zgolj po svojih predmetih, je tragiško doživljanje tuje.
Mnogi celo mislijo, da je resnica spričo sile množičnega količinskega človeka zavedno presežena. Vendar nas kriza kulture ter njena najbolj otipljiva posledica, kriza okolja in biosfere, nasploh opozarja, da je resnica iz tega doživetja vsak dan bolj tudi naša resnica. To njegovo neizmerno sledenje in iskanje resnice, tudi za ceno tragičnosti, ki jo je izkušal v svojem življenju sam, so morda to pravzaprav besede, ki najbolj označujejo njega samega. Tukaj moram povedati, zakaj je v resnici bil zaprt. Se pravi, pretveza je bila, da je zaprt zaradi tega eseja. V resnici je bil zaprt zato, ker je svojega prijatelja Kozbeka prepričal, da je dokončno ga je prepričal, da je povedal to žalostno resnico o povojnih pobojih. In zato, ker pač takrat Kozbeka niso mogli zapreti, ker je bil seveda znan pisatelj, ker je imel prijatelje v tujini. Zato je pač morala biti neka žrtev, in tukaj so zaprli mojega očeta in gospoda Franca Miklavčiča. Tako da to je bil pravi razlog. Ker recimo, če vam preberem en odlomek iz tega eseja, mislim, da je težko razumeti, kako je bil lahko človek na podlagi takšne resne literature, da tako rečem, zaprt, da je bil pravzaprav kazensko preganjan. To je iz prvega poglavja, to se pravi najprej je uvod, potem pa prvo poglavje. Težko, če je bil kak čas bolj obremenjen s seboj in svojimi obzorji, bolj omejen nase, kot je dan današnji. Današnjega človeka obdaja tako mogočna mitologija o njem samem, o njegovi vsemogočnosti in večvrednosti nad vsemi, ki so živeli kdajkoli pred njim, da je prepričan, da je on tisti uresničeni cilj, k kateremu so stremeli domala vsi njegovi predniki. Še nikdar niso ljudje živeli v tako nepremakljivem prepričanju, da je vse namenjeno samo njim in da se smejo brez vseh zadržkov polaščati vsega in vsakogar. Še nikdar ni bil noben čas manj zmožen zreti sebe iz kakih drugih razdalj in drugih vidikov, kot so tisti, ki jih nenehno producira mitologija o njem samem, ali natančneje mitologija, ki je v resnici le nadomestek tistega, kar je v pristni mitologiji resnično v nekem višjem smislu. V prejšnjem stoletju se je nenadoma odprl čisto nov pogled na zgodovino in ta nova slika ni bila več zbirka slučajnih dogodkov, ampak se je v njih začela kazati neka rdeča nit, ki se je odkrivala kot stopnjevanje, kot razvoj. Skratka, bila je podoba, da gre za gibanje, ki se razvija v natančno začrtano smer in proti čisto določenemu zakonitemu cilju. Ta pogled je v slehernem dejanju zgodovine iskal in tudi že videl neki smisel. To je neko smotrno sestavino njene tirnice, v posamezniku pa le gradivo te neizogibne zakonite nujnosti. V tem pogledu, ki je videl prihodnost že dokončano, se je zopet oglasila tista trdovratna slutnja o sodnem gnevu ali koncu zgodovine. Slutnja, ki jo zasledimo domala v vseh prelomnih dobah. Morda se je ta slutnja v najbolj presenetljivi podobi izrazila z nostalgično mislijo o prvem raju, ki ni izgubljen, temveč se lahko povrne za zmeraj. To je bila podoba nove vrste, bila je to shema, ki jo je moral navdihniti neki panični gon po otipljivi, dokončni in nepreklicni rešitvi. Gon, ki razodeva tesnobli strah pred sleherno nesnovnostjo navzočo med nami. V tej podobi je bilo novo in za mnoge presenetljivo odkritje, namreč shema zgodovine. Shema, ki je bila očitno v duhu časa, v katerem je nastala in ki je očitno dobila navdih pri mnogo bolj eksaktnih vedah, ki so se že lahko postavljali z aksiomi ali odkritji naravnih zakonov. Drugače povedano, ta pogled ni skrival, da hoče veljati za znanstven nazor. Kot tak predstavlja v naših očeh enega prvih zares močnih nastopov. Organiziran je bil v doktrino in pozneje v ideologijo. Zoper način zrenja in doživljanja, kakršen je značilen prav za evropskega duha, to je zoper tragiško doživljanje sebe oziroma ureditve sveta,
saj se je temu duhu Bog razodel šele po tragiškem podoživetju, to je, šele po svojem očlovečanju in lastni tragediji v njem. Mit v stajenju nas je sicer svojo zavezujočo močjo nekoliko oddaljil od čisto tragiškega oziroma komedijskega doživetja, slednje je le nekako drugi pol prvega, ki je manj zavezujoče kot očiščujoče, vendar pa je le ostalo naša trajna in temeljna duhovna sestavina, kar je še posebej zgovorno pokazal čas renesanse. Tudi v novem zrenju skozi shemo zgodovine je ostal neki višji red stvari, vendar v novi, scientistični podobi, to je podobi zakonitosti, kot nekaj, kar je človeški duh zasvojil s tem, da je v tem zakonitem dogajanju navzoč, oziroma da je znotraj njega in v njem s tem, da se ga zaveda, kot se zaveda sebe samega in ima za tega del neke vrste moč nad njimi. Ko se je na ta način razširilo polje človekovega učinkovanja v tolikšni meri, da je lahko začel občutno naglo spreminjati pogoje lastnega bivanja, je bilo tragiško doživljanje sebe v svetu načeto v samih koreninah. Jaz bi tukaj malo preskočila in zelo pomembno, kar se mi zdi v tem odlomku, je sledeče. Vedno bolj pa se je s tem prelomom nasplošno začelo zamirati doživljanje skrivnosti. Odmikati se nam je začela njena bližina in naše intimne vezi z njo. Zakaj? Odkar smo svet uzrli po shemi, ki je v svoji mogočni preproščini prepolovila svet na njegovo pozitivno, pospešujočo in negativno zavirajočo polovico, smo postali slepi za enega najčešćih vidikov skrivnosti, za mnogoličnost sveta, za tisto njegovo bogastvo, iz katerega se je po načelu izbire snovalo njegovo nastajanje oziroma njegov razvoj. A ta slepota nam je prinesla duhovno pustošenje, v katerem je morbidno zacvetelo vse, kar zaradi svoje manjvrednosti ne zdrži, ne trpi okolja mnogoličnosti in odkritega merjenja moči v njem. Tisti redki, ki so poklicani, da nam ostalim dajo čutiti dih njene neizmernosti, pa so postali ne le najbolj osamljeni ljudje na svetu, temveč tudi prve žrtve novodobne nestrpnosti, novodobnega mračnjaštva. S tem odlomkom iz eseja mislim, da je nastopil trenutek, ko lahko na oder vabiva Alenko Kuhar, da spregovori o Viktorju Blažiču kot intelektualcu, novinarju, uredniku. Izvolite. Ignacija, lahko prosim za kozarce vode? Prosim. Dobar dan, dober večer. Jaz ne vem dobro, kdaj je to vklopljeno, kdaj je izklopljeno. Okay. Torej, na vabilu ste dobili informacijo, ki Viktorja Blažiča opredeljuje kot častnikarja dela. No, jaz imam glede tega nekaj zadržkov. Prvič zato, ker je bil recimo časnikar, novinar samo 3 leta. Jaz sem ga spoznala kot knjižnega urednika. Blažič je prišel na delo, potem ko se je skregal na Mladinski knjigi, in je urejal knjižne izdaje, ki se jih je takrat, 3 leta je menda založba trajala, ki se jih je takrat lotila Hiša Delo. Ne prvič, že nekaj časa nazaj, to se pravi v zgodnjih 50-ih letih, je slovenski poročevalec začel gojiti ambicijo izdaje knjižnih del, ki bi bile bolj aktualno, politično, publicistično orientirale. No in
treba je povedati, da se je tej drobni, kratkotrajni založbi posrečali zdaj nekaj zelo zanimivih in pozornosti vrednih knjig, ki so že takrat torej silno pozornost vzbudile. Ena je recimo DDR, izgubljena bitka Josipa Visarionoviča Stalina. Druga je prevod iz francoščine Arthur London, Priznanje. To so bile v tistem času znamenite knjige, vse seveda izrazito antistalinistične. No, jaz sem takrat ravno prišla v službo, začela delati. Uživala sem v teh krogih eno pritajeno slavo tiste, ki je Orwella prevedla. Veste, to je takrat nekaj pomenilo, kot rečeno v enem ozkem krogu ljudi, in so me takoj vprašali, če bi jaz kaj prevajala. Jaz jasno, z veseljem. Tako da sem za to založbo prevedla 2 knjigi. Ena je izšla, druga pa ni mogla iziti. Tista, ki je izšla, je Frederick Forsyth, Operacija Šakal. To je še danes znamenita knjiga tega žanra. To so vohunsko-kriminalne, dovolj avtentično podkrepljene knjige. Govori namreč Operacija Šakal o atentatu na De Gaula. No, to sem prevedla in je bilo lepo sprejeto in zelo slavljeno. Potem pa sem dobila za ponudbo, če bi prevedla knjigo o umoru Trotskega. Avtor je Isaac Don Levin. To je en Američan, ruski Žid, ki je raziskoval, kaj se je zgodilo s Trotskim, kdo je bil morilec, ki je bil do zadnjega skrit. Gre za enega najgrših umorov v zgodovini, a ne. Ta Mercader, morilec, je Trotskemu prinesel en tekst, da bi mu ga prebral in malo ocenil. Morilec je stal za njim, gledal v rokopis, a ne, in on mu je zasadil cepin v tilnik. No, večkrat sem šla k Blažiču po kakšen nasvet. Jaz sem namreč prevajala iz angleščine, pa je bilo en kup takih ruskih ali rusko obremenjenih izrazov, a ne, bolševističnih, pa sem šla preveriti, kako pa kaj. Tako sva večkrat kaj poklepetala, a ne, in jaz sem bila politično, mlada in politično nedolžna in si nisem mislila, da bi utegnila biti s tem kaj narobe. No, ko sem tekst oddala, je bil pravi potres. Milan Šega, ki je takrat bil direktor te založbe, je vzrojil in me je nadrl in kako moraš, kako si mogla, kako to nezaslišano, taka antikomunističen pamflet in tako dalje in tako dalje. In je črtal to besedilo, pa ko je prišel do konca uvoda in je že bilo, ne vem, vse prečrtano, z ravnilom je črtal, je to vrgel po mizi in se odločil, da to sploh ne bo objavljeno. No, to je bila samo ena od teh knjig, ki so tej založbi, predvsem pa Vikiju Blažiču, pač zabremzale kariero in življenjsko pot. In kot rečeno, so založbo ukinili, Vikija Blažiča so pa poslali v Desk, to je ta dnevna redakcija, kjer nastaja časopis, in sicer je bil zadolžen za zunanje politične zadeve. Kaj to pomeni, bom povedala tistim, večini publike verjetno ni jasno, kaj se tam dela.
bere se agencijske vesti, potem takrat so bili ekipa prevajalcev, ki jih je prevajala, in dnevni redaktor mora potem to skrajšati na predpisano dolžino, mora včasih kakšno vezno besedo napisati, mora dati naslov, podnaslov in to oddati v tiskarno. No, to so v zunanji politični redakciji, redaktorji Deska so bili oziroma smo bili, jaz sem namreč to počela med dežurstvi, zmeraj ljudje, ki so znali enega, dva ali celo 3 jezike. Razlog je pač ta, da je bilo treba malo pogledati Reuterja, UPI in še kakšno francosko recimo agencijo, delati pa je bilo treba samo po Tanjugu, ker Tanjug je imel točne smernice, kako se piše o zunanji politiki. In tukaj je bil dodaten razlog, zakaj so za to imeli, zakaj so za to uporabljali ljudi, ki so znali kakšen tuj jezik, vsaj angleščino, pa še kaj drugega. Tanjug je pošiljal vse tekste v srbo-hrvaščini, prostite, ampak to je edino ustrezen izraz, srbo-hrvaščina. In srbo-hrvaščina se je ravnala po Vuku Karadžiću, piši kao što govoriš. Tako da so bili vsi politiki oziroma vsa imena, ki so bila v teh poročilih navedena, so bili napisani fonetično. In zdaj je bil potreben nekdo, ki je vedel, kaj se za fonetično napisanim imenom dejansko skriva. Ker slovenska besedila so v časopisu bila seveda objavljena tako, kot so se pisala v originalnem jeziku. No. Malo dlje sem se zadržala pri tem, da bi vam povedala, da Viki Blažič ni bil aretiran samo zaradi prijateljstva in pomoči Kocbeku, ampak tudi zaradi tega, ker je kot redaktor v zunanji politiki imel dostop do tujega tiska, do revij, do časopisov, ki so jih v zadanji redakciji dobivali in brali, ostali jih pa nismo, razen če smo bili v prijateljskih odnosih s kom iz zunanje, in bral je lahko smel Rdeči Tanjug. Rdeči Tanjug je bil pa so bili pa odlomki iz tujega tiska, torej relevantne novice, ki so jih Tanjugu prevajali v srbo-hrvaščino iz, kaj vem, enih petih tujih jezikov. In po zaslugi Igorja Omerze je danes znano, da je preiskava proti Vikiju Blažiču imela za cilj tudi pasivizacijo in odstranitev iz kolektiva dela. Zakaj? Zato, ker mu je dostopna tuja literatura in ker to potem nosi med svoje znance. Tudi do Kocbeka, Udeta in številnih drugih. To govorim o 70-ih letih, ki so recimo dokaj stalinistična, zelo stalinistična v nekaterih potezah. Meni je 17. maj 1976, to je natanko, torej 50 let od takrat, ostal v živem spominu, ker sem pač prišla dopoldne v službo in sem zaznala te govorice, da je bila policija v hiši in da so naredili preiskavo Blažičeve pisarne oziroma pisalne mize in tistih knjižnih polic in tako naprej. In da so ga zaprli. No in kot sem
povedala že ob pogrebu oziroma na žalah, a ne. Me je to šokiralo in sem šla k uredniku in sem protestirala in zahtevala, da vendar kaj naredimo, da je to grozno, kaj bomo pa zdaj, dajmo nekaj, ne. No, in sem bila grozno nahuljena, češ, da gre za neke špijonske povezave s Trstom in kaj si mislil, da bo še tebe zaprl in tako naprej, tako naprej. No, na ta dogodek sem se spomnila ne samo zaradi Vikija Blažiča, ampak današnji dan oziroma ta prireditev je polna raznih naključij. V zadnji bukli sem prebrala prikaz te knjige Jasmine, in na isti strani, na dnu, je prikaz ene knjige o Dragu Vresniku. Drago Vresnik je pa tisti urednik notranje politične redakcije, ki me je tako pasje nahrudil in ki je bil očitno prepričan, da je Viki Blažič več kot upravičeno zaprt, in ki je preprečil, da bi kaj protestirali, kaj naredili, kaj poskušali kaj pomagati in tako naprej. No, to je kratka osvetlitev tistih časov, ko smo morali marsikaj narediti, kar je bilo v nasprotju z našo notranjo moralo. In ko smo morali opustiti celo vrsto dejanj, ki bi jih drugače v nekih drugih okoliščinah naredili. Ne vem jaz dobro, koliko časa imam. Hvala. Jaz sem sklenila, da vam pokažem še eno, ki je že glih govora o tekstih. V knjigi, ki je šla o 15. obletnici osamosvojitve, je Viki Blažič napisal en dober tekst o osamosvajanju in o samostojni državi. Poudarjam ga tudi zaradi tega, ker ga Kobis ne navaja. Ali je Zavi kakšen načrt ali ne, ne vem. Gre za besedilo postoj in ali dozrise in postoj in dozrise. In to ni edini zanimiv, pomemben tekst Viktorja Blažiča, ki ga Kobis ni našel oziroma ustvarjalci Kobisa, in zato ga tudi umetna inteligenca ne zna poiskati oziroma ne najde. Drugi tak tekst, ki se meni zdi zelo pomemben, je pa bežen prizor nekega informativnega razgovora. Objavljen je bil ta informativni pogovor je bil maja 1976, skratka po aretaciji. In objavljen je bil 10 let pozneje v Zalivu. Gre pa za tole. Torej, ko je katerikoli zapornik prišel iz zapora, so se ga vsi izogibali, kot da ima kuko, in nobenemu časopisu ni prišlo na misel, da bi ga objavil ali spraševal, kako je bilo, kje si bil, kaj si delal, daj nam kaj povej, a ne. Še najmanj delo, a ne. Viki Blažič je v tem času v Sloveniji objavljal samo objavil nekaj tekstov samo v reviji 2000, to so krščanski socialci ali nekaj podobnega, ne. Drugače pa pisal za Celovški zvon, se pravi v Avstrijo, in za Pahorjev zaliv, se pravi v Italijo. No, in
Boris Pahor, naj počiva v miru, ampak majhen aplavz si danes zasluži od mene v obliki teh besed. Boris Pahor je bil pa mnenja, da je treba pisati in objavljati tudi kaj bistvenega, tisto, za kar v resnici gre. In je se z Vikijem dogovoril, da mu pove, kako je bilo na zaslišanju. In Blažič se je odločil, da bo povedal najvažnejšo stvar, ki se mu je na zaslišanjih dogajala. Prebrala vam bom začetek. Zasliševalec me je vprašal, ali sva se s Kocbekom pogovarjala o domobrancih. Že prej je večkrat poudaril, da smo humana družba in najbrž zato tudi za noben denar ne bi izgovoril besede pomor oziroma pomor domobrancev. Toda njegovo vprašanje je pomenilo prav to. Humani družbi se pač ne spodobi izgovarjati grdih besed. Ko sem potrdil in pristavil, da sva se pogovarjala prav o pomoru domobrancev, je poprijel naprej in hotel vedeti, ali sem osebno odobraval Kocbekovo odločitev, da o tem spregovori javno in dejanje celo obsodi. Tudi to vprašanje, kakor skoraj vsako na tem informativnem razgovoru, to je zaslišanju, je vsebovalo veliko več, kot so kazale zgolj izgovorjene besede. Običajno imajo besede ob takih priložnostih vedno še kakšno ozadje, krivdno ozadje. Največkrat se vidi le vrh ledene gore, katere najnevarnejše čeri so skrite nekje globoko pod vidnim površjem. Za tem vprašanjem je tišala celotna mogočna zgradba uradne dogmatike o pravi in napačni krivdni strani naše državljanske vojne, ter iz tega izhajajoče tolmačenje zločina in kazni. In potem nadaljuje, bistrko kot je, da se mora iz te situacije nekako zmazati. In je sklenil, da je najbolj pametno, da se zmaže tako, da se ne zmaže tako, da zanika to krivdo in kaj je, ampak da to prizna in da to dopolni. In je dopolnil na en zelo pretkan in bister način. In sicer je rekel, seveda, jasno, pogovarjala sva se o pomoru domobrancev in sva obsojala to in sva sklenila, da bi bilo to dobro načeti, a ne? Dejal sem, da sem odobraval Kocbekovo odločitev. Zasliševalec je kar sijal, no, saj gre. Zdaj pa, ampak potem je pa dodal, veliko bolj bi bil srečen, sem nadaljeval, če ne bi bilo treba ravno Kocbeku prvemu javno spregovoriti o tem. Zasliševalec je zresni. Če bi to prva storila oblast sama, če bi dala javno izjavo o dogodku, če bi ga uradno priznala in s tem torej tudi prevzela zanj odgovornost. Ker če so narodni izdajalci sprejeli zasluženo kazen, kot je slišati skoraj na vsaki slavnosti, je dokaj čudno, da se o tem dogodku tako molči in da se ga s tem tako rekoč taji. Da velja nepisana prepoved za kakršnokoli javno obravnavo nekega obračuna, v katerem je tisoče naših ljudi izginilo brez sledu. Kot rečeno, zelo pomemben tekst, ki govori o pravih razlogih, zakaj je bilo treba molčati. Naslednja stvar, ki bi jo rada, na katero bi pa rada opozorila, je pa ovajanje za udbo. Kot mogoče veste, mi je po naključju pripadlo častno mesto, da sem v svetli strani dela.
v družbi dveh gospodov, trije smo skratka bili od Igorja Omerze razglašeni za svetlo stran dela, ker nas ovajanje udbe ni omadeževalo, oziroma ker smo bili samo zelo strogo spremljeni in nadzorovani. Jaz sem v Jasnini knjigi izvedela, zakaj je to šele zdaj, zakaj je Viki Blažič se skrebil na Mladinski knjigi. Očitno bi moral kontrolirati in poročati o nekem svojem kolegu in je to zavrnil. No, in to je bilo verjetno njegovo prvo srečanje, uživo srečanje s pritiski te službe državne varnosti. Tako da se je že takrat začel zanimati, kako ta policijski mehanizem deluje. In je o tem, to ne samo, da ga je to zanimalo, ampak je o tem zelo veliko vedel. Če je delo do leta 90-91 se popolnoma odrekalo Viktorju Blažiču, so potem leta 91 majhen omehčali in so mu objavili par člankov. Potem pa leta 1993 naredili še korak več. Torej, leta 1993 je bilo leto prepolno afer. Ena najbolj znanih in usodnih je bila afera Hit, igralnice v Novi Gorici. Ko je nekako prišlo na dan, da je udba en tihi obvladovalni mehanizem igralništva, deviz in tega finančnega prometa, in da se tudi po sestopu komunistične partije in po ukinitvi udbe ta dotok še kar nadaljuje. No, in je nenadoma vprašanje udbe, ovajanja, dosjejev, skritih krtov postalo javna zanimivost. In tudi delo se temu ni moglo izogniti in je recimo razpisalo dve tako imenovani anketi. In sicer so povabili 5-6 ljudi maja 1993, da naj povejo, kaj mislijo o vaduhih in o dosjejih spremljenih oseb. In potem še čez par mesecev, julija 1993, znova. In obakrat so povabili Viktorja Blažiča k besedi, da pove, kako in kaj o tem misli. No, in Viki se je, moram reči, zelo tehtno in zelo prizadevno lotil te teme. In je obakrat spregovoril o demonih, skritih demonih. Najprej so bili, maja so bili skriti demoni, julija je bilo porabnost zlih demonov. In maja je začel svoj prispevek z osebno noto, in sicer je povedal, kako je bil šokiran, ko so njegovi zasliševalci, ko so ga začeli zasliševati, vedeli čisto vse, kaj počne. Pravi, da celo to, kdaj je šel vinograd okopavati. In tega ne izpelje v samo usmiljeno tarnanje, ampak v
poročilce o tem, koliko je morala država stati, da je celo za take malenkosti uporabljala ljudi, ki so spremljali celo tako nepomembne zadeve. No, potem je pa naredil zelo zanimivo klasifikacijo, rečemo hierarhijo problemov, ki jih bojo raziskovalci udbovskih manipulacij in arhivov imeli. Povedal je nekaj o tem, kako je v teh krogih, v katerih se je on gibal, so vsi vedeli, da so kontrolirani. Potem je povedal zelo zanimivo naslednji problemski sklop, bo z ljudmi, ki so bili najprej opazovani, potem pa povabljeni za ovaduhe. No, in potem nadaljuje in pride do vrha partije, kjer se skrivajo dejanski najhujši krivci za to policijsko državo, ki se je imenovala socializem. No, naslednjič je pa spregovoril o porabnosti zlih demonov. In če dovolite, bi nekaj malega citirala. Že nekaj časa, vsaj od osamosvojitve naprej, sem s pisano besedo tako v revijah in časopisju opozarjal na spečo bombo, ki jo predstavljajo tajni arhivi o ovaduški mreži, kakršno je razpredla in vzdrževala nekdanja SDV, sicer bolj znana pod imenom Udba. Dokler ostaja ta mreža nerazkrita, sem menil, lahko tisti, ki imajo te arhive v svoji lasti, posesti, uporabljajo njihovo vsebino za prisiljevanje k poslušnosti ali k določenemu usmerjenemu političnemu ali poslovnemu vedenju vseh tistih, ki jih to gradivo obremenjuje. Ker pa je tudi znano, v čigavi posesti danes zaupno gradivo je, ki je v obliki dolžnih poročil odhajalo tudi v beograjsko centralo UDV, moramo računati tudi z možnostjo takega izsiljevanja od zunaj, le da bi v takih primerih imeli opraviti z vplivi, ki bi lahko prinesli težke posledice, zadevajoče obrambno sposobnost naše države. Kajti vse kaže, pač sodeč po dejstvu, da je bil doslej zatrt še vsak poskus obravnave tega vprašanja v parlamentu, da je dokaj nezamrljiv del našega sedanjega političnega establishmenta v nekakšni odvisnosti od vsebine, ki bi se utegnila razkriti v zaupnih gradivih nekdanje SDV. To je bilo objavljeno leta 1993. No, zdaj pa nekaj malega, samo še ob dejstvu, da je minilo 6 mesecev in še nekaj dni, odkar je išla temna stran dela in svetla stran dela, in delo ni našlo niti v Nonpareju, to je najmanjši tisk, dovolj prostora, da bi o tem kaj objavil. Pol leta nič. No, in nekaj malega o tem se je nakazalo že pred 30 leti. Predstavila sem vam na kratko dva prispevka Viktorja Blažiča, zdaj pa nekaj o kontekstu. Če s pomočjo časovne razdalje in knjig Igorja Omerze pogledamo, kdo in kaj so ugotavljali, potem se prej opisanemu tonu ne gre čuditi.
Nekaj povabljenih je bilo kontaminiranih s problemom razprave. Miloš Mikeln je bil vse po Omerzi, konfident Udbe. Slavko Splihal, ki je ravno tako sodeloval v anketi, je bil konfident Udbe. Matjaž Kmecel je bil opuščeni sodelavec Udbe. Janez Pečar je prvih 10 let kariere preživel na sekretariatu za notranje zadeve. Pri Veljku Rusu stvari niso čisto jasne, a dejstvo je, da je pod naslovom Udbomanija grdo zdelal Jožeta Pučnika, ki se je trudil za raziskanje in obelodanjenje udbovskih mahinacij, še posebej pri poslancih in politikih. O stvari so se obilno razpisali vodilni novinarji Dela, Lorenci, Sedmak, Jež, ki so usmerjali tonalni način. Sarkastično, zajedljivo, tako rekoč allegro conspirito. Danes so, spet po zaslugi Igorja Omerze, mnogi predstavljeni v temni strani Dela kot sodelavci Udbe. Kaj se potem čudimo, če recimo Marjan Sedmak leta 1993 v uvodniku Poletni teater govori o vseh mogočih obsedenostih z aferami in pravi: in če vse to za poletni teater ne bo zadoščalo, imamo še vedno 15 ali 17 tisoč dosjejev nekdanje SDV. Številka je zanesljivo sfrizirana in resno se lahko zgodi, da bomo lepega dne v Mladininem rolanju naleteli na obljubo, da bo uredništvo omogočilo vpogled v lastni dosje in tako naprej, tako je skratka. Norčuje se, kakor je dolg in širok. Nekje pa tudi pove, zakaj so te strahovi in ta pozornost naklonjena Udbi, koliko so pretirani, ker on je v Delu naredil veliko kariero in je tudi zdaj predsednik Društva novinarjev Slovenije, pa ni nikdar delal za Udbo. No, Mladina je tedaj vneto podpirala tezo, da je ta segment polpretekle zgodovine treba raziskovati in da to mora imeti posledice. Bernard Nežmah je na primer predlagal v pamfletu, se pravi z nekaj ironije, da bi morali poslanci in politiki na pomembnih funkcijah odstopiti, če se jim odkrije udbovska senca. Nekaj popusta, je rekel, bi mogoče dali Kučanu, predsedniku države takrat, ker je poskrbel za malo blažjo Udbo. No, Nežmah še danes vestno pokriva knjige, ki se ukvarjajo s to temo. Ali Žerdin, ki je tedaj za Mladino pridno osvetljeval te temne kote, je menda naredil levo krog in odkorakal v drugo smer. Kot sklepam potem, seveda, da Delo noče niti slišati o teh 1000 straneh, ki so mu bile posvečene. No, za konec bi pa še raje citirala Janeza Šušteršiča, ki je bil že v mladosti bister fant. Poleti leta 1993 je napisal za Delo nekaj na to temo in bilo je objavljeno. Nekdanji in sedanji udbovci in njihovi delodajalci torej tvorijo interesno skupino, ki je izredno homogena, saj jo druži močan skupni interes, namreč naravnost eksistenčna nuja preprečiti razkritje lastne preteklosti. Če ta postane javna, izgubijo vse, kar imajo. Tako, to sem pripravila. Hvala vam lepa za pozornost. Mislim, da je čas, da neham.